Danes nas čaka malo drugačen vlog. Kot vidite, sem v avtu in sicer se vozim, ker se dobim z mami. Zjutraj sem jo poklicala, sem rekla, mami, si za, ka neham delati, da se dobiva in greva v Graz, v Avstrijo, v shopping. In bila je za, tako da se zdaj dobiva čez 5 minut. Vzela vas bom s sabo, če te zanima, kako bo tale najin mini izletek izgledal, potem glej video naprej. Tole je semafor za izvoz iz avtoceste, ki jaz po moje še nikoli v življenju, oziroma odkar imam izpit za avto, ni bila zelena. Nikoli! A imate kakšen tak semafor, ki zmeri nabašete na rdečo luč? No, moj je tale. Zelena, gremo! Evo, benzin smo napolnili, avstrijska vinjeta. No, najboljša stvar, ko gre z mami, ko ti nabaviš sendviče. A imaš še kaj? Ja, vodo. Vodo, pa banane imaš tudi vidim, da. Vse greva samo za en dan, veš? V glavnem, tole morava nalepiti še. Evo, z mami sva prispele. Zdaj se še navesti, zdaj pa shopping. Evo, po 2-urnem shoppingu v Primarku, ali mami, si ti zmatrana, nadaljujeva zdaj v Kiko, pa v Douglasa, pa sprot bo pa še videli kam.
Tale gre z mano. Z mami iščeva izhod. Koliko zdaj je, ne? 20 minut, ker je ta iceberg ogromen. 10 minut. Na F sva šla noter in zdaj ne znava ven. Ma najdle. Lačne sva. Utrujene sva. Našle sva ga. Gremo domov. See you soon. In evo me nazaj doma v Ljubljani. Sicer sem mislila, da bom malo več vlogala, ampak jaz enostavno, ko pridem v neko nakupovalno središče, padam noter, hočem čim prej videti, kaj imajo, pomeriti, kupiti in sem bila malo manj aktivna, kakor sem mislila, ampak bomo vse nadoknadile, imam tule ob sebi vrečke in ti bom vse pokazala, kaj je šlo z mano domov. Obenem bi se ti rada opravičila, ker sem bila ta teden majčkeno odsotna od vloganja. Če si študentka, verjetno veš, da je zdajle izpitno obdobje. Jaz trenutno obiskujem magistrski program novinarske študije. Sicer izpitov ni, ampak je cel kup raziskovalnih in seminarskih nalog in vse to je nekako priprava že na tole magistrsko delo. Zaenkrat še v skupinah, ampak vse je veliko teoretičnega dela, praktičnega dela in te kar na koncu malo trud vse skupaj, tako da sem si pol vzela še malo časa za sebe, ampak zdaj sem nazaj, imam energijo za snema, dobila sem tudi 1 10, tako da sem ful vesela in ponosna. Dovolj o šoli, dovolj o fakulteti, gremo pogledat, kaj je šlo z mano domov iz Gradca. Prva postaja, kjer sva se z mami ustavili, je bila Primark, seveda. Primark je ena taka ogromna trgovina, kjer najdeš dejansko vse, kar si punca zaželi, od spodnjega perila do kozmetičnih čopičev, do majčk, puloverjev, kopalk, japank, čevljev, skratka res vse imaš, kar hočeš. Cene so dosti ugodne, mislim, da je tudi zato Primark tako zaslovel in gremo pogledat, kaj je bila prva stvar. Torej, oziroma ne prva stvar, bom kar naključno ven iz vrečke vzemala. Tele make-up, take gobice za tapkanje pudra, cena je bila €1,50, kar ni nič denarja. Noter jih je pa ene, mislim, da 20. Druga stvar je bil tale ovalni čopič. Ti ovalni čopiči, verjetno si zasledila, da so zdaj ful popularni. Tale je od znamke oziroma izdaje PS Pro. Gre za tak ovalni blending brush, torej za blendiranje. Stal je €5,50, kar mogoče je majčkeno dražji, ampak zdaj se mi je dosti kvaliteten, tako da je šel z mano. Druga stvar, ponovno čopič, in sicer Foundation Blending Sponge, v bistvu kot nekakšna gobica za blendanje, tale je bil pa €2. Primark ima res ful luškane pižame, jaz skoraj vedno, kadar grem tja, je skoraj obvezna nakup pižama. Kupila sem si 2 in sicer za poletje, tale je takšnale mornarska oziroma batmanška, kaj piše gor? Training to be Batman. Ja, torej za poletje s kratkimi hlačami, tukaj so narisani taki majhni batmančki in potem še torej majčka. In še druga pižama v roza barvi, s takole Miki miško. Ful lep mi je tale detajlček, ta mašnica, ki se tako svet. Na njej pa piše Do not disturb, ok? Tudi za poletje torej v taki roza barvi, mornarske hlačke. In jaz že komaj čakam, da bo poletje. Tale zima mi gre že malo na živce, nasploh sem bolj poletni tip človeka. Potem sem vzela tole roza srajčko, ki bo odlična za pomlad, ki prihaja. Je taka lahka, svilnata, pa še tale v številki celo 32, tako da mi je res prišla ful lepo prijeta. Ful je v bistvu tako udobna za nositi, luškana, elegantna. Te srajčke so itak, ta srajčko na sebe, malo šminke pa si urejena ali za zabavo ali za kakšno bolj poslovno zadevo, tako da sem kar vesela, da sem našla tole. Imeli so jo pa še v različnih barvah, v črni, v modri, ampak jaz sem rekla, bo ena dovolj. Če si mamica oziroma imaš v družini kakšnega mlajšega otroka, ti res priporočam Primark, ker ima en cel kup luškanih, majhnih stvari za otročke, dojenčke. Jaz sem sicer vzela sam tole majčko za mojega prelepega nečakca, ki noter piše Epic Bra. Sicer je še ful veliko enih stvari, od zapunčke, kikljc, štumpkov, nogavičk, ampak
je rekla sestra, da ne rab, tako da sem sam vzela eno malenko za njega, je pa dejansko raj, mislim, da za mamice tale Primark trgovina. Potem tukaj imam modrček in perilo v take olivni barvi, trenutno moji najljubši, sploh ne vem, kaj mi je s to olivno barvo, prav obsedla me je to leto. Mogoče se mi malo ne zdi primerno, da bi ti pokazala, ampak da boš vedela, Primark je res tudi raj za spodnje perilo, za modrčke, pa ful so v bistvu ugodni, komplet modrca in torej tangic je bil samo 6 evrov, kar je res ful ugodno. Potem sem kupila takle roza puloverček, ki je res ful mehak, ful udoben. V bistvu je nekje takole do popka, malo čez. Se mi zdi, da je to zdaj moderno, te kratki puloverčki. Sama sicer nisem navdušena glih na temi stvari, tako da se mi vidijo ledvičke, ampak ta je bil toliko mehak in toliko udoben in tudi, ko sem ga pomerila, se mi zdi, da mi je kar pasul, tako da sem rekla, tale bo moj, gre z mano. Stal je 8 evrov, kar se mi zdi za pulover ful pocen. Ima še takšno kapuco in dve torej taki špagici, je pa res še enkrat ful mehak, pa tak se mi zdi modni, no, to se zdaj nosi, tako da to je šlo z mano tudi. Potem imam tukaj en par teh moških nogavic, 5 parov stane 3 evre, kar je res zastonj. Nasploh imam zdajle večino nogavičk iz Primarka, ful različnih barv, motivov, Mickey Miška, Friends serija, potem Batmani, v glavnem res dobiš takole, evo, 5 do 7 parov za neke 3 evre, 3,5, tako da če si ljubiteljica lepih štumfov, kar sem sama, potem je Primark tudi ful dobra izbira za tebe. Tukaj imam še en paket s spodnjimi hlačkami, ponovno malo se mi ne zdi primerno, da bi ti pokazala, ampak to je bilo pa koliko, 5 parov pa 7 evrov, kar je zakon, ne, za te naše dneve malo tečne. Potem sem si vzela tak set uhančkov, noter je mislim, da 6 parov, ja, 2x po 6. Evro pa pol za praktično 6 uhanov je res pocen, tako da so se mi zdeli taki elegantni in sem jih torej mogla vzeti. Pa potem sem od teh perlic vzela še kot nekakšno verižico oziroma choker, isto iz takšnih belih bunkic. Zdaj se mi je tako poseben, drugačen, da ni ta tipičen črn, tako da me zanima že, kako bo izgledal, ko ga bom poskusila. Cena je bila pa 3 evre. Pa potem še ena perlasta verižica, ful so mi všeč te perle, se mi zdi, da deluje ful elegantno in tako zelo damsko. Ja, damsko. Se mi zdi, da na tole srajčko, ko sem ti jo prej pokazala, na tole, evo, rozasto in tale ogrlica, se mi zdi, da bo znali spadati tako zelo dobro. Tako da mogoče bo ta kombinacija, ki jo bom nosila. Kaj imam še pol? In zadnja stvar, ki sem jo vzela iz Primarka, je bil pa tak cofek. Te cofki se mi zdi, da so letos tudi ful moderni. 3 evro je stal, zdi se mi odlična popestritev za kakšne ključe ali pa torbico. Pa še eno stvar sem kupila v Primarku, zadnja stvar je bila tale olivna torbica, kakor sem rekla, obsedla me je ta olivna barva, ne vem, kaj mi je zadnje čase. Je glih prave velikosti. Sama nisem glih velika oziroma sem bolj majhna, tako da je tale velikost idealna za mene. In tudi noter ima kar precej prostora, še tako 2 predalčka oziroma 3, na tej strani je zadrga, na tej strani ima tako 2 predala za kakšne ključe ali pa telefon in potem še takle štrikac, če želiš torej torbico nositi čez rame. Stala pa je 16 evrov, kar se mi zdi za torbico kar ugodno in tale je bila torej zadnja stvar. Zdi pa se mi tako precej kvalitetna, no, tako na vtip, ne deluje tista mehka, ne maram teh mehkih torbic. Tale pa mislim, da mi bo kar dobro služila, tako da ja, to je bila zadnja stvar. Po Primarku sva šle z mami v Kiko, to je italijanska kozmetika, ki jo imam sama ful rada, zdi se mi kot nekakšna kopija Meka, sicer je ful bolj ugodna, ampak gre dejansko za ful kvalitetno kozmetiko. Zmeri, ko sem tam, ne vem, se mi zdi, da rabim ful različnih lakcev, čeprav jih imam res še ogromno. Prva stvar, ki sem jo vzela, je bil tale Kiko lakac in sicer tak vijoličen z mikro bleščicami. Mislim, da bo odličen zdajle za pomlad. Jaz že komaj čakam, da prihaja, ko vse cveti in je tako barvito. Potem sem vzela make-up fiksator. Tega sicer že uporabljam, ampak je bolj proti koncu, tako da sem rekla, da ga moram nujno vzeti še enega. Potem naslednja stvar so blesenčke. Vzela sem eno tako, bom kar odprla, bolj na teh roza tonih, ker
se približuje pomlad in je bila že kar malo ta pomladanska kolekcija. Taka rozasta z vijoličnim podtonom, ima pa vse take mikrobleščice in se res ful lepo svet. Evo, tukaj na roki je tudi tale odtenek, kako tale senčilo izgleda. Ta je v številki 18. Potem sem vzela še eno roza senčko in sicer ta je bila pa bolj taka vijolična z roza podtonom, torej glih obratno. Isto torej z bleščicami, tale je številka 16, tista 18, tale pa izgleda takole. Pa potem sem vzela še eno zlato. Tale je v številki 12, takole izgleda, v bistvu tako so pakirane v takih črnih škateljcah, potem pa enostavno odpreš tale pokrovček in torej ta je pa takšna zlato bež in prav tako z bleščicami. Naslednja stvar je bila maskara, Kiko Volumen Eyes Active maskara, takšna zlata. Pa potem sem vzela še, sem vzela še za konturo delati, torej v odtenku 201 in sicer za senčenje obraza. Evo, takole pride v stiku, ful je dober, videla sem ga pa eni make-up artistki, ki ga uporablja in sicer ne tlele za torej ličence, čelo ožat, je pa v takšnem stiku. Po Kiku sva šle v Douglas, še malo make-upa, ker ga pač ni nikoli dovolj. Vzela sem, kakor si lahko že na posnetku videla, tole paletko od NYX-a, torej za konturo in svetljenje obraza. Sem gledala različne ocene vlogerk, ene so jo ful pohvalile, ene celo primerjale z Anastazijo Beverly Hills, tisto ta najbolj slavno paletko. Tako da se jo ful veselim preizkusiti, ni pa kremna, ampak je v kamnu, tako da me zanima, kako bo to se obneslo na mojem obrazu. Zadnji postanek, oziroma postankov je bilo še kar nekaj, zadnji nakup je bil pa v Zari in sicer sem si kupila takšnole elegantno, modro-sivo, kot nekakšen med plaščkom pa med suknjičem. Je v bistvu ful tako eleganten, ob strani ima še dva žepka, ki v bistvu sploh nista žepka, ampak sta tako samo prišita, da izgleda bolj elegantno. Na sredini je torej zadrga, da lahko nosiš ali odpeto ali zapeto. Se mi zdi, da je ta barva modra letos ful moderna, ker nekaj stvari sem videla v tej modri barvi. Tako da, ja, tole sem še odnesla domov. Potem sem kupila še tole jakanco, ki v bistvu ni bela, ampak je taka bežkasta. Itak celotno jakno pa naredijo teli zlati neti, ki so posudi tako po rokavih in tule po ramenih. Tako da se mi zdi ful taka modna, zanimiva, drugačna. Od spodaj kakšna bela črna majčka in jaz mislim, da bo izgledala ful dobro. V zadnji ima tudi nete, tako da v bistvu cela bogata. Ob strani ima pa še takšno zadrgo, tako da mi je bila res ful všeč. Cena tele jakance pa je 70 €, je pa v XS številki. Zadnja stvar je bila pa ta zelena jakna. Sicer verjamem, da vsakmu všeč ne bo. Mene je bila posebna, drugačna, nič nimam zelenega, sploh zelene jakne ne. Tako da za pomlad isto bo, mislim, da ful dobra. Ima cel kup enih takih detajlov z zadrgami, tako da jaz že komaj čakam, da jo bom nosila. Pa tudi ozadje je tako zelo lepo narejena, tukaj se vidijo take vzdolžne črtice, tako da, ja, komaj čakam pomlad. To je to, to so torej stvari, ki sem jih prinesla s sabo iz Gradca. Upam, da ti je bil tale video zanimiv, malo drugačen, ni bila samo kozmetika in ličila, ampak tudi malo mode, ker moda je bila velik del mojega življenja že od vedno, vedno sem bila rada lepo urejena, oblečena, nisem pa nikoli tako slepo sam sledila modnim trendom in smernicam, ampak sem poslušala tudi sebe, da mi je bila neka stvar dejansko všeč, sem jo nosila in se tudi v njej udobno počutila. Mi se torej gledamo v naslednjem videu. Če bi me rada gledala kaj prej, sem po novem tudi voditeljica na TV3. Vsak dan lahko skupaj preživimo eno luštno dopoldne, oddaja namreč na sporedu ob 10:30. Sicer sva voditeljice dve, ker se izmenjujeva. Poslušale bomo torej dobro glasbo, zvedle kakšen traček in kakšno zanimivo informacijo bom izbrskala. Tako da, če ne drugače, pa v Evini lepotilnici. Lepo se mej in se vidimo v naslednjem videu. Čau!